Kaj pa je to zdaj? Dan odhoda, ura je skoraj 3:45. Ljubljanski grad, Filharmonija. Stolna cerkev. To so pa naši kombiji, s katerim potujemo do Budimpešte, do letališča. Kongresni trg ves v razsvetljavi. Novo leto, en dan po Božiču. Pred kratkim še v nočni Ljubljani, po 8 urah vožnje, pa že v Budimpešti na letališču. Lepo, veliko novo letališče. Breda raztovarja, jaz smo pa izgovor. Kje smo, Breda? Budimpešta. A Budim ali Pešta? Budimpešta. Aerodrom. Lepo, veliko letališka hala. Evo, Kairo. Egiptovska linija kraljeva. 15:00. Pa nam bo prinesla letalske karte. Zato sem rekla, dajte prtljago skupaj, ker ne smemo puščati nenacionalne prtljage. Čekiranje. Da vidimo, kam gremo. Pa tisto sramota, da je uglednega podij fajn, zdaj me pa se radi les, ne še tukaj. Egypt Air. Kjer mu se obulago, za kjer Letalo nas že čaka. S faraonovim znamenjem. Rameseum. Ramzes. Ukrcavanje. Breda je pa pri okenčku nad krilom. Imaš tako srečo vedno, ne? Vedno imam to srečo. Pristali smo na kairskem letališču in ta prvo delo je zamenjati v menjalnicah v njihove funte. Zdaj smo samostojni, dolarčki, marke so se obrnili. Hkrati zaščitni znak njihovega nacionalnega avioprevoznika. Ramzes Veliki je bil faraon, ki je vladal v 19. dinastiji. Ja, policaji so bolj za okras, zdaj tako je, ne. Tele policaji, ki jih vidite, ponavadi niso preveč izobraženi, velikih še pisati ne znajo. Na tej strani je Nil precej ozek, pravi pa boste videli pa ta center mesta, ki je najlepši doturejen v 2 urah, eno tako vožnjo naokrog. Tukaj je pa največ lučk, pa ker se mežika pa se blešči, je pa kino. Tudi pred trgovinami, ki je noter prevelika gužva in še posebej veliko ljudi na ulici zaradi tega. Zadnji dan Ramadana. Ramadan je torej njihov praznik, traja en mesec, en lunin mesec, ker oni štejejo lunina leta in v tem času se morajo postiti, to se pravi od sončnega vzhoda do sončnega zahoda. Ne smejo jesti, piti, kaditi in se dotikati ženske. Po sončnem zahodu pa lahko, ne, tako da grejo vsi pol v 5 na zajtrk, kot rečejo, ob sončnem zahodu, ne, in to so po celem Kairu postavljene mize in nivajo leta od Mohameda naprej, pa še čistočno se ne vema, zaradi tega, ker so lunina leta pa so malo krajša, ne, so to ženske, veste, ker Jutri bo leto 1428. No, poleg tega imajo pa kopti tudi svoja leta štejejo, ne.
oni so pa okrog 1700 pa to. In so začeli, oziroma 1600, čisto na koncu, no, blizu 1700, ko so začeli nekje v 4. stoletju šteti leta, ko so prvi. Pa smo pri našem hotelu Evropa, ki so ga lih zdaj razsvetlili, vidiš? Breda, najdli so te. Breda? Ima Breda, ki ima zdravila. Nek imaš ti? Breda ima nekaj ni vrečki, zdravila, nima Breda. Se imaš ti tudi v vrečki? Kaj želite? Viski, imaš ti nekaj ni vrečki. Ja, ja. Jutro v Kairu. Zgodaj smo vstali. Iz mraka prihajajo iz megle avtomobili, brez luči. Naš hotel v megli. Isto kot doma je rekla Tanja. Ljubljana, megla. Megla. Na drugi strani tisto pogorje, ki so ga izkoriščali, so potem prevažali sem. Zdaj pravijo, da večinoma so gradili v poletnem času, ker je takrat Nil narastel. In ko je Nil narastel pa poplavil tu pri Kairu, se je v bistvu razlil na vsako stran čez sem do Gize in na drugi strani do Mokatama, tako da so praktično po vodi transportirali te kar bloke sem. No in če bi recimo šli plezat gor, potem bi videli, ne, da so Greš? No, pa hodimo po pravi piramidi. zgodovinski trenutek. Ja. Prvič stopili na piramido. Na piramido. Hrib. Ne. Da smo po tem tunelu smo prišli v dvorano. Evo nas tam noter. Iz rova pa pridemo v ta tunel vertikalni, kateri gre potem navzdol. Evo, kje priplezajo ljudje. To je ta tunel v grobnico. Pust. Veličastno. Zdaj smo na piramidi. Tako velika je, da se ne vidi vrha. Breda probala malo plezati, da vidimo, kakšna plezalka je. Da vidimo, do kje se je bo dalo. Za kamermana. Dajmo še malo, bo zginila v megli, ko Viki Grošelj, ko je osvajal Everest. Kako bom pa nazaj prišla?
Ostanem kar gor. Ti gor pedi, kaj razmišljaš za zdaj? Na vrhu se. Več pa ne. No, ne smem. To je paše, da ne sme več gor. Veliko zadeva. Dosti je. Da slučajno ne telebno zdaj, veš? To je apnenec, peščenjak. Počutimo malo manj kot v Istri, podobno. Bloki težki po 2,5 tone. Najmanjši piramidi v Mikarinovi. Tam so pa našli sarkofag iz granita, ki je bil precej poškodovan in so ga potem peljali v London, da bi ga restaurirali. Spotoma se radi posvetili. Kakaj delate? Sredozemskega morja, tako da praktično česar. Kar je bilo piramida. Kdo je gradil piramide? Mi smo se še učili, da so bili to sužnji. Danes pravijo, da ne. Da v starem Egiptu ni bilo takega klasičnega sužnja, lastniškega reda. In tudi logično ne bi bilo, ker glede na to, ko so zdaj raziskovali, pravijo, da je bilo v času faraonov nekje od 1,5 milijona do 2,5 milijona prebivalcev. Da se je bilo bistveno manj ljudi, če danes živi 62 milijonov Egipčanov. In da je verjetno bilo mobilizirano kar vso prebivalstvo, vsaj moški del, da so delali na teh gradbiščih faraonovih, zaradi tega, ker v starem Egiptu so poznali 3 letne čase. Čas setve, čas žetve pa čas poplave. In čas poplave je bilo poletje. Takrat so se vsi vasi odselili, ker je pač bila vsa plodna zemlja poplavljena in danes niso imeli kaj delati. Hodimo okoli. Piramida se kaže, vojsko se posod čuva, tle za turiste je 100% poskrbljeno, še ko nikoli do zdaj. Prav zanimivo. Poglej. Veš, to je še bolj zanimivo, res? To je pa v celoti. 146 metrov visoka. Odsevu megle. To ne vidiš vsak dan, Milan. Slikat. Hodimo po tisočletju starem kamnu obdelanem. To ravnico so naredili tako, da so dali pesek okoli, dali vodo in gladili, dok se ni bilo vodoravno. No, tam so pa še ostanki manjših piramid. To je od žen njihovih. Ampak tle, kaj je praktično zgrajen iz tega kamna, zato je to vse dol pobrano. To je bilo zglajeno včasih. Peščenjak, ne? Breda, kar pedi bliže kamel, lepo, da vidimo. Tle so bile spet kakšne noge od sfinge. Biznis. Biznis, posod biznis. Marko, to je pa se je zbudil. Marko se je zbudil zdaj. Kup kamna, ne? Ja, zložen ga. Okrog piramid so pa še grobnice. Globoke. Še in še odkrivajo zadnje čase. Verjetno, da je bila dali so noter njene stvari, čeprav njeno grobnico so našli. Tudi policija je nekaj imela. To pa te grobnice, teh žen. Poleg tega so našli tudi teh
9 ura, še dolge sence. Evo, mimohod Slovencev. Madonna jih je. Mimohod Slovencev in Slovenk. In kamel. In trgovcev. Zraven piramide je pa super modern muzej, poslopje muzeja. Pod temi ogromnimi kladami so pred leti našli faraonovo ladjo. Klade so dolge precej metrov, visoke, težke po 30 ton. Verovali so, da se bojo z ladjo odpeljali v posmrtno življenje. Sestavili celo, ne? Vse kose so našli, da je taka restauracija cela, takrat pomilo. Drugače pa lahko še tukaj vidite na sliki, pa se pa lepo pogledajte skozi, da ne zgleda. To je bila ladja za daljša potovanja, ne? Ker je imela tretji del, Pridno muzeju tudi dve različne ladje. Drugače vam priporočam takole. Zdaj prehajamo od Keopsove piramide, v katere smo se tudi noter ogledali, in mimo ladje v muzeju, 4600 let stare, zvezane s štriki, kot nova ohranjena do Kefrenove piramide. Pri njej se še lepo vidi konštrukcija, kako je bila pokrita in gladka. To kamne so potem večinoma uporabljali za gradnjo Egipta oziroma teh mest. Včasih so bile res veličastne, tako gladke do vrha. No, tam pa vrh odbit. In to so valili pol dol. No, še malo širša okolica piramid. Te male za žene. Mavzolej za ladjo. Grobnice na okolišne. Tako da bi gledal človek Monte Everest, ko ga vršne meglice preganjajo. Zgornjih 50 metrov Kefrenove piramide. Zdaj so začeli rušiti te obloge, so zgornji skladi, potem so se pa kamni dol valili, je pa tudi piramida čedalje bolj poškodovana. Vznožje najbolj, čeprav je trd peščenjak. أبو أحمد تفضل يا باشا Zopet malo okolica Kefrenove piramide. Vse je zavarovano. Vsa turistična območja so zavarovana. Tudi imamo policijsko spremstvo, kada se vozimo od točke do točke. Glede tega je Egipt najbolj varen arabski kraj. No, tukaj na desni strani, gledajte, to so še vse grobnice, sicer iz kasnejšega obdobja, ne, ker tu gradbe, ko so, to so sedeži raznih raziskovalnih odprav, ki imajo tukaj različne države. No, zdaj se pa pred nami vidi še najmanjše. Lepo razgledišče, tam je bila opera Aida, Keopsova piramida, tam v daljavi, v meglici. Tem je ta. Aha, kaj pa se zdaj tle?
A, tle pa jahanje kamel. In to vse okoli in koliko predstavlja. Dela ko Robin. Pridna punca. Pridna punca. Opa, lepo je. Ehi, amico, quella pravda, la foto che Ja. Vieni qua. Quella foto la pravda, sì. Aha, piramide. Sì. Spagnolo? Italiano? Sloveno. Oh, welcome. Welcome. Bene, sì. Questa la pravda, la foto, sì. Nice, nice here. You speak English? Ja, a little. No, Egyptian more. You, very good luck. Think over this for the corner, to behind the corner. Come on, this side. Hi, fellas. My wife, Your wife, ja? children, Ja. how many? Ah, only one. 1,000? Only one. All right, it's it. Like that. No, jahal sem tudi jaz. To smo doživeli. Zdaj pa to ni posnel. Evo, beduin mi odpelje ženo v puščavo. Evo, tle res, da se zgubiš tle v teh krajih je hudič. Iz grička na griček in nikamor ne prideš. Evo, zdaj pa v ozadju prihajajo piramide. Najprej ta mejhna za ženo. En tak je bila z roza kamenjem obložena. V daljavi pa še ostale. Bye bye. Prijazni so Arabci. Sirna puščava, aha. In gremo nazaj na naš razgledni grič. Ja. Zelo lepo. شكبتوا ما نزل خلينا نتسلى. كيفاش من رجلك مع محمد فرقش اه شوفوا قالوا كنت السبيل Ja, pridna kamelca si bila, ja. Give the camera. Milan, kamelo Hi, Didi. Don't para me here. in to. Zakaj pa ne morem nič približati? Pa oddaliti? Stiskaš, kaj ne stiskaš. Ja, pridna. Tako. Adijo. Okay. Now record. Izredno smo zastraženi. Človek ne more verjeti. Policaj do policaja.
tle so zadaj za bregom. Evo jih tle spet. Evo jih. Nema niko, da pride. Slovo od razglednega kraja, od puščave, stika s puščavo, z beduini. Gremo. Zdaj, ko bomo pa malo bolj začeli z ogledi, pa se dajmo zmeniti, da se vedno zberemo, povemo, pokažemo, kar je, pa bo pa vedno nekaj časa tudi prosto za slikanje, pa za individualno, da greste malo sami naokrog, da se ne bomo na začetku vedno čakali. Glede, evo jo sfingo. Tukaj bomo izstopili, gledajte, tamle vzad za temle drevesom je pa parkirišče, vidite vzad avtomobile na desni strani? Vidite? Ja. Končno vidimo v resnici to. Kaj vidimo? Ja, sfingo. A, sfingo. Ja bomo. Ali bomo po... Sfinga in zadaj Kefrenova piramida. Questa 5 come l'altro 5, questa cada 1 ce la do uguale. E quanto è? Lire italiane e lire egiziane. Fonti egiziani. Lire egiziane? Granitna piramida, obložena z granitom, noter peščenjak in tukaj je bil tempelj, ki je potekal postopek mumificiranja. Vse skupaj je bilo pa ob obali Nila. Vsem stare, novi pijastri so tudi bankovci. Recimo, boste dobili, recimo, bankovci nove pijastre so manjši, taki čisto majhni, če ste slučajno naleteli na njega. Drugače, prej sem imel pa stare, te na 25 pijastrov, ki jih imate, pa 50 pijastrov. Pa sem imel kovance, zdaj ima rukna za srečo, da te vržete. Pa boš reči, one se tam ne dajo. In Kefrenova grobnica, ne, evo. Ja, nočeš, porini ga dotri, porini ga dotri, porini ga. Ne, ni vsoj. Vrži noter. Magnet. To je zdaj kmet. Pošel k ženi prišel. Magnet. Noter. Ona je njegova sreča. Znači sreča ne je srca. Ona je njegova sreča ni noter, ampak srečo si meni dal. Ne, njegova sreča. Sreča je tu, vidiš, tle imaš srečo. Sreča. Vrži notri, za grupo sem dal to. To je denar navajen. Dove neko može doći uz? Bolje da raspoloviš, da bude sasvim sigurno. Ma pišuka, vrži noter. Ja. Enio, a vidi kje di mu je pala. Noče. Sreća, ajde. Treste, grupa, tresi. To je ono, ako stane na kant, onda je ono... Da krivićeš njo, videl kaj se želi. A tle se pa lepše vidi ta roza granit. Lepi kamen. Kje si mila že zopet ni? Ma nikoli te nikjer ne dobim. Razni graniti. Spoji pa na milimeter. Mumificirani, boste notri, slavnostni prostori. Notranje organe sicer vedno so izpraznili to trebušno votlino in posebej mumificirali pljuča, jetra, prebavila pa vranico. Cel tempelj je bil preklit s prekladami
zgodovinski pozabi so ga iztrgali Francozi in truplo so potem nesli potem Klančini proti piramidam. Tak kamen je posebej opasen do drugega. Svetloba je pa prihajala do vsakega kipa skozi te stranske reže. Po tej alabastrni Klančini gremo proti piramidi. To ne bo se bilo. To bo lepo. Bo? Pa glih si mi stopil. Ja. Dej, no. Kaj mi ti hvališ? Guarda, faccio sì un secco. Dai che guardi il video? Bel video via. In pridemo na to ploščad. Da čuva vhod na Poljano mrtvih in pa ta kompleks faraona Kefrena. Če pa pogledate glavo pa telo, pa vidite, da v bistvu ni v sorazmerju, da je glava majčkeno premajhna za tako veliko telo. In danes se nagibajo bolj k temu, da Sfinga pravzaprav je bila narejena že prej, da je bila postavljena pred piramidami tukaj in da je imela drugačno glavo, da je imela drugo obliko. Ob Nilu je 80 km piramid, 106 so jih do zdaj odkrili in je v ozvezdju Ozirisa, v takem simbolu je vse to postavljeno, ko gledajo lokacijo tega. Sfinga ima horizontalno erozijo od peska in vertikalno erozijo od vetra, tako da pravijo, naj bi bila stara med 7500 in 10500 let. 72 metrov dolga. Glava pa ni v sorazmerju s telesom. Se pravi, cele teorije se tle prepletajo. Sfinga je obložena s kamenjem, ni bila nikoli do konca obložena. Pred Sfingo je pa sončni tempelj, pred katerim so bili tudi 4 obeliski. Danes tega ni več. No, Breda je zdaj srečna, je na lokaciji kot njena mama. Si srečna? No, zdaj Bati bo gledala ta film, bo tudi ona srečna, obujala spomine. No, zadaj pa Kefrenova piramida in Sfinga in tale pot se stikajo na eni točki pred Kefrenovo piramido. Tam. Pa kaj povej? Ta Sfinga je odprla. V dolini mrtvih na pot, kjer so potem nosili faraonovo pravo potno na piramide. Veliko bolj stara, kot pravijo. Na tej faraonovi poslednji poti je Breda najdla zanimiv kamen. Marmor, alabaster. Kaj lepo. In kaj ti je lepo? Ti krokci? Ti krokci kot sonce, kot Bog. Preslikali smo vse križem kražem. Turistov polno. So pa žene iz arabskih držav. Poslušajo razlago vodiča. Oblečene, da jih sonce ne pržge. Še poslednji pozdrav tega lepega kraja, svetega kraja. In to je bilo vse včasih ob obali Nila. V bistvu je tle spredaj pristanišče.
Poglej, Milan, palme. Imajo zanimive črke, ne? Ja. V daljavi se pa zgubljajo grički, samotni jezdeci, par palm pri teh izvirkih. Spet dva jezdeca s kamelami daleč zadaj. Taka je okolica. Čista puščava. Zdaj prihajamo v profumerijo. Zdaj bo zdaj raj za bredo. Evo te alabasterne vaze za 6 mesecev, tako da se naredi usedlina, da postane čisto. In tako potem res niti ne spremeni barve, niti vonja in ga lahko imate leta. Rožno olje. Predavanje o njemu. Okay, you know, this outside of Egypt. This one for lady after midnight. Tipična njihova kreacija, res in tudi zaščiten in ga ne izvažajo. Parfumski vnos puščave. Lady use, man no sleep. 24 hours guarantee. A man will be like crazy horse for 7 hours in his bed. Ali, zdaj pa iz teh originalnih flašk, koncentrate teh rožnih olj nalila. Mi bomo lahko malo manj kot proizvodnje tega odprli. Veš kaj, Breda, sandalovine bi pa lahko vzela še eno večjo, da si delaš te kreme in to. A? Kaj je to? Si kaj to zabizirno? Edina trava, vidiš, v Kairu. In vsi otroci iz mesta so gor zbrani. Piramide zadaj. Ne morate vedeti, kar se ne namaka, potem ni zelenja. Se pravi, edin takole, ko malo uredijo točke, pa vrtave, pa pri hotelih, ko malo zasadijo, pa potem vsak dan zalivajo. Včasih je to Mil sam reguliral, ker so bile pač poplave in do tam je bil zeleni pas, kar so pa zgradili asfalt. Ena je Vehed, 2 Itnin, 3 Telete, 4 Arba, 5 Hemsa, 6 Sita, 7 Seba, 8 Bemenija, 9 Tisa in 10 Ašara. Pa imajo pa še 100, je Mija, 1000 je pa banane. No, pa še od blizu.
cvet in od njega teče bele banance in listje palmino. Zdaj smo pa v tiskarni papirusa. Evo, spet predavanje, spet biznis, spet nas bo skupili. V času starega Egipta iz dveh razlogov. Prvi zaradi tega cveta, so taki laski in so jih enačili s sončnimi žarki. In so rekli, da predstavlja sončnega boga, ki je bil vedno glavni bog. Drugič pa zaradi tega, ker ima trikotno obliko stebla. Trikotno je bilo svet. In iz tega so potem naredili papirus, na katerega so potem zapisovali in narisali in tako naprej. Pa da bi zdaj Mohamed pokazal, kako so to delali. Najprej so narezali rastlino na take kose, na velikost, kakršno so pač papirus, potem so jo pa vlupli. Poglejmo. In ta vlup, tega, ker ima veliko vode in veliko sladkorja. Zdaj vodo so spravili ven tako, da so malo kuhali, res so delali malo podolkrat, malo povala. Zdaj večina vode ven, in zdaj več ni krhek, zdaj se lepo pogiba, je tudi tanjši, ima pa še vedno precej sladkorja, zato so ga dali v vodo. V vodo ga dajo za 6 dni in v bistvu ostane noter približno 30% sladkorja. In to je tisti vezivni material, ker papirus se samo stisne in potem splete. Glede, odvisno koliko časa je v vodi, če je 6 dni, je potem svetlo papirus, če pa 12 dni, pa pride tak. Zdaj pustijo v vodi, temnejša barva je, samo tem je razlika. No, potem pa spletejo tako mrežo, ki jo bo zdaj on. To je zelo pomembno, ker pravi papirus mora imeti vertikalne in horizontalne črte. Na cesti, ko ste kupili, ima recimo samo eno smer, včasih pa se hitro zdrobi. Potem pa dajo to v stiskalnico, včasih so dali med 2 kamna, za 6 dni, po 6 dneh dobijo tako papirus. Če pogledate, ima horizontalne in vertikalne črte. In to je zdaj trdno. Nekaj se ne poči, lahko se prepogne, ne poči, lahko ga zvijate, lahko delate kar hočete. In na to so zapisovali, risali in se v glavnem tisočletja. Sicer je to poslednja sodba. Glejte, tukaj vidite Tutankamona, ki ga Anubis pelje na sojenje, na njegovo poslednjo sodbo. Anubis je v bistvu šakal. Šakali so bile živali, ki je tu v puščavi precej in je bil bog mumificiranja. Zaradi tega, ker reveže so pokopavali v skupne grobnice, ker tako so zasuli v zemljo, so bolj šakali tudi kopavali. Ljudje so hodili, da bi jih pustili pri miru in so jih ga začeli častiti kot boga mumificiranja. Tako da ga Anubis pelje na to poslednjo sodbo. Tukaj je tehtnica. Zgori vidite boginjo Mat. Boginja Mat je boginja pravice in je bila v bistvu zakon pravice je bil glavni zakon, glavno gonilo stare egipčanske družbe. Spoznali jo boste potem, da ima vedno pero na glavi. In pero boginje Mat mora biti lažje, gledajte, tukaj ga vidite, ga je dala na tehtnico, mora biti lažje od duše Tutankamona. Če je pero, oziroma duša mora biti lažja od peresa boginje Mat. Če je duša lažja, bo faraon doživel večno življenje, če pa je duša težja, bo pa ga pojedla tale pošast. Ta pošast je sestavljena pa iz različnih živali, krokodilji gobec, levja glava, potem slonje noge, skratka pošast, ki bo pojedla dušo tistega, ki je težja od boginje Mat, ki ni pravičen. Zdaj, to je pa dolg proces, ta sodba, in 40 sodnikov za posamezna področja, recimo za laganje, za krajo, za ubijanje, v bistvu za grehe, če tako primerjamo danes. No in duša pač gre na
izkušnjo vsakemu od teh sodnikov in potem se vidi, a je lažje od boginje Mat. No, Tutankamon je zelo mlad umrl, 20 let ni imel, ko je umrl, to najbrž bila njegova duša še precej lahka in je lažja, vidite, kot je umrl boginje Mat. Vse to pa zapisuje Bog Tot. Bog Tot je pa Bog modrosti, da boste spoznali po ibisovi glavi. No in ker je doživel večno življenje, ki je ženal Tutankamon, ki je ostal po smrtnem življenju, da potem Bog Hons pelje na Ozirisov dvor. Oziris v podobi mumije je pa glavni bog podzemlja, staroegipčanskega. In zraven vidite boginjo Hathor. Boginja Hathor je bila boginja plodnosti, boginja ljubezni in ima hišo na glavi. Jo boste potem spoznali. Zraven je pa njegova žena od Ozirisa, to je pa boginja Izida. Je pa boginja ljubezni in boginja lepote, boginja vsega lepega, ima pa stol na glavi. In so v podzemnem dvoru in zdaj sprejemajo Tutankamona, ki je doživel večno življenje. Nikoli umrl in zato je bilo v času starih faraonov, si je lahko samo faraon zapisal in je v kartušu, nihče drug ne. Vse je narejeno z naravnimi zemeljskimi barvami in z vodo gre preč in podpisana mora biti. Evo sva izbrala papirus in piše naša imena gor. Na sredini Gregor, dan poroke. Poroka Tutankamona in Ozirisa. In Breda in Milana. In Breda in Milan in una na sredini gor je pa Gregor. In to so naravne barve. Kaj je na sredini gor je kaj? Je pa Gregor napisan. Z egipčanskimi hieroglifi. Torej Ramzes II je drugi faraon 19. dinastije in je vladal tam nekje okrog leta 1200-1250 pred našim štetjem. Tem, ko 20. dinastije, to so bili pa vsi Ramzeidi, ki jih je bilo tudi približno 20 Ramzesov potem po vrsti. No, največji od vseh v Egipt in se je ukronil za faraona in ni ničesar spreminjal. In je rekel, ko sem v Egiptu, sem Egipčan, ko sem kje druge, so sledniki, to so bili pa Ptolomejci. Ptolomejci so, oziroma to je bil njegov vojskovodja, oziroma general, bi lahko rekli, ki je nasledil oblast leta 323. Za Muhamedom Nagibom je prišel je bil pa predsednik Nasr leta 1954 in pa vse do leta 1970. To obdobje vi tudi bolj poznate, ker sta bila Nasr pa Tito velika prijatelja, pa se je to ves čas dogajalo, ker je v povezavi z Jugoslavijo. Med drugim sta veliko časa Barak, ki je danes star, mislim, da že 78 let. Zelo dobro se drži, slike, ki jih vidite okrog, ga nič kaj preveč ne poglajujejo. Priljubljen je zelo pri ljudeh, tako da ni en tak diktatorski voditelj, čeprav lahko rečemo, da je Egipt vojaška država še vedno, ampak ljudje ga imajo kar radi. Lansko leto so bile volitve in so imeli tudi to politično propagando, volilno kampanjo, so bili in pa ta ozek pas ob Nilu. Mubarak je pa zdaj uvedel namakanje okrog Nasarjevega jezera pri Abu Simblu, naredil nov jezero Toško, potem na Sinil. Na desni strani vidite pa Otok Gejzira, čez katerega smo se pravkar pripeljali. No, medtem ko tudi malo naprej pa vidite med parki pa med tenis igrišči danes Kairski stolp, ki je anskega granita in ima 12 nadstropij, potem pa še zgoraj restauracijo in pa kavarno, ki je že v 15. nadstropju. Je most 6. oktobra, ki se izteka naravnost na trg, torej na trg Svobode, vse ima to vezo z vojno z Izraelom. Na te razpisali natečaj in naredili tale projekt posebej za
muzej, kjer bi dostojno spravili to njihovo zapuščino, ki boste videli, je res ogromna, ne, iz dobe faraonov. No, zgradba, ki jo vidite naravnost pred nami, je Mugama, to je zgradba uradov, birokracije. Egipt je nenormalno birokratska država. Ne? Tle, če nekoga ne poznaš, ne urediš nič, ker to so taki birokratski postopki, da nikamor ne prepelje. No? In večino teh stvari se odvija ravno tu noter. Spredje je še en tak lep park z vodometom. Veličastna zgradba Egiptovskega muzeja. Not bom naredil samo par z aparatom posnetke. Za kamero je 100 funtov in zelo dosti kontrolirajo. Ni tako kot v Nepalu. Lepa kovana ograja. Včeraj je bil zadnji dan Ramadana. Danes je njihovo novo leto. 1500 je nekaj takega. Lepo so to naredili fantje. Pa še ena, da smo kompletni. Tudi ta sfinga je malo ranjena, je pa lepa iz granita. No, tle pa malo stika z domačimi kraji. To je dobra ideja. Marko naredil dobro idejo in zdaj bomo Je pa mošeja in pa muslimansko vse učiteljišče Al-Azhar, najstarejše mesto, gledajte zdaj po dnevi, najbolj revni del Kaira. Ali tisto vse učilišče? Na levo je pa novi del, ne, vidite, včasih dajejo. Ja, tukaj na desni strani vidite mošejo Saidna Huseina in to nam bo orientacija za naš zbor, ki se bomo dobili tukaj pri avtobusu. In sicer bazar Kana Halili, gledajte, je eno tasmejhno območje. Tale ulica naravnost dol, potem ta ulica od minareta dol naravnost, neusporedna tele. Se pravi, gledal? Zdaj se prav avtobus, ne? Prav avtobus. Noter molijo, pa glavni steber. Ta lepa, moderna mošeja. Lepa arabska pisava. A, breda. Bodi tle, ki tebe slikam. Aha. Je lepa trgovina, a? Pa cela ulica bazarja. Ne kaze. Ni take lepe. One pound. لك كم فطير فوق خليك يا بابا.
Nič ne gled, samo pedi mimo in ja, jasno, da ti ponudi, on je zato tle trgovc. Ti bi pa hodila v trgovino pa štatala. Ne, jaz bi pa pogledala, jaz se moram odločiti. Ne moram kar kupiti. Ne moreš kar kupiti. Kamen. To ni alabaster. Je. Alabaster je to. But they saw in Italy. They have also other colors. I don't know. Maybe they color. To je naravna barva, ne? Yeah, this is Je marmor je, ne to? To je tisto, ko smo mi pobirali tam po tleh. Ja. Tam, a veš kje? Bazar je živ. Mooi de poep. Evo, albumi gre. Evo, Breda, kaj si kupila? Pokaži. Za 130 funtov egiptovskih. Hotela sem pa takšno ali pa takšno, ampak sem se odločila za to. Si hotela temno, ne? Tista je tudi lepa. Ona je malo večja, ta bo bolj taka fina. Zdaj pa Marko kupuje torbo. Sonce počasi zahaja nad Kairom. Sence se daljšajo, poglej. Minareti obstajajo taki rdečkasti. Gor so ti hodniki, kjer muzejimi molijo. Ta je poseben minaret, vidiš, ki na koncu je dvojen. Dobili smo šiše. Le, laufajo. Kadimo prave šiše. Trgovci, to je nas hodijo. Breda, potegni. Močno. Se kaj pokadi? Dobro je to. No, to je ta slavna, kjer smo naredili to šišo in kupili očala in se pomenili, evo, moške puca čevlje. Evo, kako tečejo kelneri. Aha, pa se pa v redu kadi. Ej, smoking good. Music boy. Carmina! Excuse me. Za njim pejt, pa ti bo, kar ga si. Vesta. Superman. Ko je jutro in ko je večer, muzeji mi molijo. Kar lepo čudežno je, kjer je razsvetljeno. Z Asuana bomo šli v Abu Simbel. Abu Simbel je hkrati tudi naša najbolj južna točka potovanja. In sicer je Abu Simbel oddaljen od sudanske meje samo še 28 km, tako da se praktično na sudanski meji. Se nahaja ob Nasarjevem jezeru in je še vedno so prestavljene, templa sta bila v celoti razrezana in prestavljena nekoliko višji gor, da jih ni zarilo Nasarjevo jezero, zato je denar zbiral UNESCO
In ker sta templa edini spori, potem pa se vrnemo nazaj na letalo in poletimo nazaj v Asuan. Tako da to traja približno en dopoldan. Če iti videti, glede na to, da je cena dosti visoka, $150, ker je polet z letalom. No, zdaj se pa vračamo v razsvetljen naš hotel Evropa. Sobe imamo pa na drugi strani, na miru bolj. Piramide Street ulica. Glavna cesta proti piramidam. To je stran proti Kairu, proti centru. No, to je pa stran proti piramidam. Vse skupaj je posneto z vrha našega hotela. Čakamo laserski šov.